Hvala Gospodi, ko smo lahko ponovno v domu Božjem. In lepo je prihajati v cerkev, da vidiš ljudi, štiri isto. In zato moram pa zdaj povedati, štiri bi mogli isto misliti in isto hrepeneti. Kajti, imeti iste misli in isto hrepenenje, dosta krat mi to omenjamo, ampak je ne tako enostavno. Ampak moramo hrepeneti k tome, da delamo to, ko nam Gospod pravi, da delamo to, ko nas njegova sveta reči. Gešče in gneska skupaj razmislimo o Božji ljubezni. Naš pastor na zadnje, da je bil med nami, je gučil o tem, kako pomembna je Božja ljubezen in o tem, da nas naš Gospod, da nas Bog popolnoma pozna. Ko znamo, mi se pogosto znajdemo v situaciji, da se bojimo, da nas je strah, da dvomimo, ali pa dostakrat občutimo, kad smo sami. Ampak opis ali zgodbe svetega pisma, šteremo gnes pogledali, pa nam kaže nekaj drugega. To, da Gospod misli in skrbi za nas, da nas vidi in nas pozna v vsej resničnosti, takšni, kakšni smo. In zdaj, da to ti tak uvod pravo, ali mi dejansko vrlemo Božje reči? Ali vrlemo tome, ko je Gospod non pravo? Ali pa je to samo ob strani slišano, ko sem začetki pravo? Ali pa včasih malo o tem razmišljamo, ampak smo se različnega mišljenja, deljenega mišljenja. In znate, osnova našega verovanja, osnova tega vzroka, za koj prihajamo v dom Božji, more biti, da vrlemo v vsemogočega Boga, Jezusa Kristusa, trojedinega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha. Kajti, če ne, potem je naše življenje, naša vera, brezsmiselna, kako Pavel pravi, če je Kristus ne, gorstono nemamo vipanja večnega življenja. Zato resno razmišljamo o Božji besedi, razmišljamo o tem, da je Bog vsemogoče, vse povsedi prisoten in nas pozna. To je osnova, resno, to se moramo zvedeti, zakaj prihajamo v dom Božji. V sredo sem že malo omenil, to, ko smo gnes se poglobili v to, tisti, štiri ste v sredo bili na molitvaj, se zdaj malo nazaj držite. Ampak, ko se spomnite, brat Đorđe je v nedeljo dal nam vsem eno vprašanje, da je bil to en mali dečak, ne? In vsi smo znali, što je to, odkoj se ide, ne? Ker se je dobesedno tej tekst uporabil. In jaz sem že v sredo omenil, da v Bibliji imamo dokaj predsek ljudi, ki so bili bolj služabni, ki so bili mali. Telesno gledano. Na koga se spomnite? Tisti, ko ste v sredo bili, to smo malo že to debatirali. Zaheja? Davida? Samuel je ti mali bil? Jaz sem par navedel in jaz smo tokom predge navajal različne osebe in gnes smo res na podlagi zgodbe, če tako to povem, Zaheja, pogledali, kako je Gospod skozi njegovo življenje ali kako je napravil. Torej, Zahej je bil cestninar, kako znamo, mali, ki je splezal gor na drevo, da bi videl Jezusa. Davida poznamo kot mladeniča, pastira, šter je premagal Golijata. Mojzesa, ne vem, če ste znali, da je bil ti manjše postave in Gospod ga je uporabil, jim je dal mogočnega govorca. Mi včasih doma imamo eno takšno anegdoto v naši družini. Ema, kako to ide? Zdaj debatirata. Od Mojzesa pa njegovega pomočnika. Mi se tako pravimo doma, pa se Ema smigej, kaj je Noa pri nas kot Mojzes, Ema pa njegov Aaron. Ona počne bolje več roda guči.
Samuela ste omenili, res, on je že kot majhen otrok čul Božji glas in postano kasneje veliki prerok. Gideon je tako prav za sebe, da je iz najmlajšega rodu in najmanjši v družini. Od Pavla sicer ne piše direkt v Svetom pismu, ampak zgodovinski opisi njega opisujejo, da je bil majhne postave, da je bil plešaste, pa je bil debele obrve. Tako opisi samo, ampak vidimo vse te osebe, štere sem tu zdaj navedel, je gospod Nico. In Zahej, kako sem prav naša osrednja oseba, je bil mož, šterega je Jezus poznal. To je v bistvu ena najlepša svetopisemska zgodbe, ki nam prikazuje Božjo vsevednost in da Bog nas osebno pozna. V Luki 19 od 1 do 10 štejemo to zgodbo. Torej, Zahej je bil cestninar, bil je bogati človek, vendar je bil v očeh mnogih grešnik, prevarant. Cestninare so imeli za goljufe, izdaljalce ljudstva in zavračali so jih. Z njimi nišče ne iščel imeti posla. Ampak kljub temi je Zahej imel eno močno željo. Ščel je videti Jezusa. Ker pa je bil majhne postave, poznamo to zgodbo vsi dobro, se je povzpel na smokveno drevo, da bi videl Jezusa, ki bi noj šel ton mimo. In ko sem tu že v sredo omenil, to je bilo za tisti čas sramotno dejanje. Deca plezdajo na drevo, ne? Male. Ne pa eden uglednik, državni uslužbenec, cestninar, goljuf, zdaj gor na drevo. Ampak da je Jezus prišel mimo, se ne ustavil pri pomembnih ljudeh ali učenjakih, ampak je pogledno gor k Zahej in mi pravi: Zahej, hitro pridi doj, pozri, kad doj ne spadneš, bi rekel mi pravili za mnoše. Ne, drugače, pridi doj, gej gnes, ščen iti k tebi v tvojo hišo. In to je bil eden zelo ganljivi trenutek. Jezus je ne samo videl tam enega malega človeka gor na drevi, ampak je poznal njegovo srce. Poznal je njegove strahove, poznal je njegovo hrepenenje po odrešitvi, po spremembi. Videl je njegovo hrepenenje, da je Zahej ne bil zadovoljen za situacijo, v šteri se je znašel. In dragi, Bog tudi tebe zove po imeni. Bog te pozna. In tako, ki Jezus pozna Zaheja, tako pozna nas. Pozna naso preteklost. Pozna vse tvoje napake. Pozna tvoje sanje, o čem ti sanjaš, ko želiš v budućnosti dosegniti. Pozna tvoje strahove. In dostakrat se mi bogimo, ko smo ne zadosti dobri, ko bi nas ljudje sprejemali. Da smo preveč obremenjeni za skrbmi, s katerimi se soočimo vsakodnevi. To, da Jezus tebe zove po tvoji imeni. In iz Izaje 40:21 piše tako: ne boj se, saj sem s teboj. In daj si tu noter svoje ime, zdaj tam nazaj gledam, Olga Lepovka se med nami, dolgo smo se ne videli, ne boj se, saj sem s teboj. Ali pa Ančka, ne boj se, saj sem s teboj. Tebe osebno pravi Gospod, ne vem, v kakšni situaciji se nahajaš, ne poznam te, ampak obstaja nekdo, ki vidi tebe, ki te pozna. In Jezus, oziroma kasneje tudi, prelej tu že, je Bog več ljudi zval po svoji imeni. Abraham, obečal sem te, ko boš imel potomca, zakaj dvomiš? Obečal sem se, drži se svoje obljube, kaj ti postal boš oče narodov. Mojzes iz govorečega grmanja mi je pravo: doj se zjuj svoje sandale, kaj ti na tleh, na šterih stoji, so sveta tla. Daniela je imela Samuela, da je niti ne znal, ko ga Bog zove, ampak je mislil, ko je njegov učitelj zove, ampak že v malem otroštvu je prepoznal Božji glas in kasneje je postal eden glavnih prerokov tistega časa. Marija, da je Gabriel prišel k njej, pa pravi: Marija,
ne boj se. Rodila boš sina. Savla, Pavla kasneje. Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Da je Marija Magdalena prišla k grobi Jezusa, da bi ga videla in ga to v njej našla, jo Jezus pozove Marija. In ona ga je prepoznala. Marti, da je kujala, pa se brigala kole, je Žarkanova Marta. Dve je odišla z Emov. Nje pravi, Marta, ne skrbi, ne vznemirjaj, toliko stvari te bremeni, ampak vzemi to, ko je pomembno. Petra, je Jezus pravi, Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? In ko je tu zelo zanimivo, da je ne njega poimenoval po drugo imenu, šterim ga sem dal, ampak Simon, ali me resen ljubiš? Sami poznamo to zgodbo. In da se je Zahej srečal z Jezusom, to ga je spremenilo. Njegovo srce se je odprlo in sklenil je popraviti svoje napake. Ko on pravi, polovico premoženja dam ubogim in povrnem krivico tistem, ki se mi ogoljufal. To srečanje z Jezusom je prineslo mir in odrešenje. In to tudi mi, da se prepustimo Božji ljubezni in dovolimo Gospode, da nas On vodi, da On uči v naša življenja, mi najdemo eno novo ali pravo svobodo in pravi mir. In spet pogledamo par oseb, pri katerih se je življenje po srečanju z Bogom spremenilo. Prej sem omenil Savla ali Pavla, iz preganjalca kristjanov je grato apostol narodov. Omenil sem tudi Marijo Magdaleno. Po srečanju z Jezusom je postala ena najbolj zvestih sledilk. Peter zatajal je Jezusa in kasneje je postal eden temeljev cerkve. Mojzes iz prestrašenega begunca je postal voditelj izraelskega ljudstva. Jona bežal je pred Božjim klicom in prinesel je odrešenje evangelija celim Ninivan. Samarijanka pri vodnjaki, o tej bi lahko celo predpisali. To se je srečala in se pogučala o Jezusu in Jezus, tu vidimo, da je Jezus njo poznal. Sama to pravi, pa kako ti gučiš o meni stvari, štere nišče ne vej. In ona je zverovala, šla in pričevala za Gospoda. Zavipati Bogi, ki skrbi za nas, to je en privilegij za vse nas. To je ne ena obveza, ampak to si moramo vzeti za privilegij. Bog, stvarnik vsega, ko nas obdaja, se skrbi za nas. Matej 6:25 piše to, ne skrbite za svoje življenje. Znon, da je to enostavno povedati. Ampak resen Gospodi predati vse svoje skrbi, se prenehati skrbeti in se soočiti enostavno s svojimi izzivi. Zakaj se skrbite za jutro? Nas vči. V jutrišnji dan, da je svojo navolo sem prinesel, svoje besede uporabljam. Poglejte ptice. Ne senjajo, ne žanjajo, Gospod se za njih skrbi. Damir je omenil, narava se spodbuja, cvetlice, koliko lepo jih je Gospod oblekel. In Božja beseda nam zagotavlja, da Bog vidi in pozna nas in ko je še bolje pomembno, On skrbi za nas. Njemu je ne vse eno, ko se s tem dogaja. Ne, kajti če bi jim vse eno bilo, potem bi nas pustil životariti, ampak je napravo načrt odrešenja za vse nas. Zakaj? Ker nas ljubi in njemu je ne vse eno, ko se s tem dogaja. Kak prvi apostol Peter tudi pravi, 1. Peter
5:7, vso svojo skrb preložite nanj, saj on skrbi za vas. To pomeni, da njim lahko zavipamo vse svoje težave, naše strahove, naše negotovosti. Tako, kot je Jezus prepoznal Zahejevo notranjo bolečino in jim je prinesel odrešenje, tako tudi nam daje moč, da premagamo naše vsakodnevne skrbi in dvome. In spet bom navedel par oseb, ki so zavipale Gospodi. Abraham je zapustil svojo domovino in je otišel v neznano deželo, kjer jim je Bog obečal. Mojzes je zavipal Bogu in je vodil izraelsko ljudstvo iz Egipta kljub svojim lastnim dvomom. Jaz sem se včasih tako mislil, če bi ga Mojzes bil, pa kaj bi je že 5-krat pustil, pa se trgajte, če mi ne bogate. Ampak kljub temu, da je dvomil v sebe, je se držal tega, ko jim je Gospod obečal. David, čeprav je bil mladi pastir, je zavipal Gospodu in je premagal Golijata. Estera, zavipala je Bogu in tvegala dobesedno svoje življenje, da bi rešila svoje ljudstvo. Daniel, naj se je uklonil kraljevemu ukazu in zavipal je Gospodi kljub teme, da jim je grozila in je tudi doživel levjo jamo. Peter, da je videl Jezusa, da hodi po vodi, je zavipal Gospodi in stopil in nekaj časa celo hodil po vodi. Marija, Jezusova mati, zavipala je Bogu in je sprejela to nalogo, da je rodila Božjega sina. In Pavel, kljub preganjanjem in nevarnostim, štere so njemi sledile, moramo se zavedati, to, da je on iz enega preganjalca kristijanov gradu služabnik, to bi danes imenovali, kaj gradu deserter, ali kako se to pravi, da je spremenil. Njega so imeli na, kako Nemci pravijo, Kopfgeld, dobesedno bi plačali za njegovo glavo, če bi ga mogli. Kajti vse, ko je včil, vse, ko je delal, je zdaj Gospod spremenil na glavo in je delal prav kontra vsem zakonom, štere je takrat tok služil. Ampak on je zavipal Gospode, oznanjuje evangelij po vsem svete in ga tudi zagovarjal pred oblastmi. In dragi, Bog pozna naša srca, zato nas vabi k spremembi. Zahej je bil človek, ki je bil v očeh sveta grešnik, ampak v očeh Boga je bil drugačen. To je Jezus stopil v njegovo hišo, je Zahej zgrobil za to priložnost za spremembo. In to, kar je Jezus dal Zaheju novo priložnost in tudi možnost za njegovo življenje. In Bog, kot Zaheja takrat tudi nas, ne glede kakšen si, ko je tvoje ozadje, ko je tvoja preteklost, Bog te ne obsoja. Mi vidimo, da je Bog niti enkrat Zahej ne pravil, zakaj si prevaral, zakaj si to napravil. Ne vemo kaj, ampak Zahej je sam opazil. Gospod, če sem kaj napravil, vrnem 4-kratno. Bog nas ne obsoja. On nas vabi k spreobrnitvi, k spremembi in k novem življenju v njegovi ljubezni. Psalm 139 tako pravi, štiri ga je napisal David in opisuje, kako nas Bog pozna. Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Poznaš moje sedenje in moje vstajanje, oddalec razumeš moje misli. To pomeni, da nekega trenutka v našem življenju, ki bi bil pred Bogom neviden. Mi se lahko pretvarjamo pred ljudmi. Mi se lahko delamo lepe, fine, ampak pred Bogom se ne mremo. Pred Bogom njega je vse razkrito in njega nič, ko bi ne bilo nepomembno. On pozna naše srce, on pozna našo preteklost in, dragi moji, ko nam daje tudi en pogum za vnaprej,
On pozna tudi našo prihodnost. On zna, ko da stjov. In če mi zavipaš, da je on, da tebi vse služilo na dobro. In spet bom navedel par oseb, ki pričujejo o tem, da nas Bog pozna. Davida v tom 139. psalme smo že prešteli. Samuel doje mazilo Davida za kralja, komu je Bog pravil. Človek gleda to, ko je pred očmi, na zunanjost. Gospod pa vidi tisto, ko je notri v srcu. Salomon ob molitvi o posvetiti templja prizna, samo ti poznaš srce vseh človeških sinov. Job trpuje. Bil je nerazumljen, ampak videl je, da ga Bog pozna. Da pozna njegovo srce in pravi, preizkusil me bo in išel bom kakor zlato. Do je Jezus pitavil Petra, ali me ljubiš? Njim je med drugim Peter tok nazaj govoril, pravil, Gospod, ti znaš, ti veš, kaj te imam rad. Gospod, pa ti znaš, ti vidiš moje srce. Pavel pismo Rimljanom poudarja, Gospod preiskuje srca in ve, kaj je misel duha. In da se vrne nazaj k Zaheju. Jezus je poznal njegovo srce. Jezus je poznal njegovo hrepenenje po spremembi, še preden sta se njiva dva srečala. Prej, ko ga je pozval do iz drevesa, je znal, ko bremeni tega človeka. In drage bratje in sestre, Bog nas pozna bolje kot štojkoli drugi. On zna, ko te teži, on zna, po čem hrepeni in on te vabi, da njimi zavipaš in njimi dovoliš, da stopi v tvoje življenje, tako kot je vstopil v Zahejevo hišo. In te odlomek od Zaheja se končuje s temi besedami. Jezus pa je rekel, danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človek, ko je namreč prišel iskat in rešiti, kar je izgubljeno. Ne bojmo se, ne skrbimo se. Gospod se skrbi za nas. On zna, ko ti nucaš. Zavipanje me, tisto, ko je v globini tvojega srca in bode prepričane, da on čuje molitev in hrepenenje tistega, ki ga išče z iskrenim srcem. In zdaj, da zaključim s to mislijo. To je lepo čuti, lepo je znati. Ampak, dragi, če mi ne vrlemo Božje besede, če ne vrlemo našemu Gospodu, da je on alfa in omega, začetek in konec vsega, potem je to samo lepo začuti, fajn poslušate, na konci povemo amen in to je to. Ampak mi smo leko prepričani, da je Božja beseda verodostojna. Mi smo leko prepričani, da naš Bog živi in je vsemogočen in da je on tisti, ki vidi v tvoje srce. Zato leko v vsej gotovosti njemu zavipamo, ker znamo, da smo njemi dragoceni. On je tisti, ki nas je prvi vzljubil. Amen. Gospod, dragi, hvala ti je za tvojo milost, za tvojo ljubezen. Hvala ti je, da leko zavipamo tebi, da leko zavipamo tvoje besede, Gospod, dragi. In hvala ti je, da si ti tisti, ki poznaš naša življenja, ki poznaš naša srca, ki poznaš naše misli. In Gospod, dragi, v to nedeljno jutri, s čemu prihaja pred tebe z eno zahvalov. Gospod, dragi, z enim predanjem, da te enostavno zavipamo, da si ti tisti, ki skrbiš za naše življenja. Da si ti tisti, ki si mrov za nas, da si ti tisti, ki vidiš vse, ko nas spremeni, vse, ko nas teži in da si ti tisti, ki si šel v nebo in nam pripravil večno življenje.
Gospod, dragi, to tudi pričakujemo, ker znamo, da je to zapisano v tvoje besede, da se nam to ti pravo in da je tvoja beseda resnična. Amen.